Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 28. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Grega Strajnarja, glasbenika, kreativca in družinskega očeta. Tistim, ki ste rojeni v 70. ali 80. letih prejšnjega stoletja in ste bili vsaj na nekaj mladinških krščanskih dogodkih, Grega najbrž ni potrebno posebej predstavljati. Bil je namreč povsod. Kot pevec, kitarist, vodja, animator, učitelj kitare, trener retorike, seznam pa se tu seveda nikakor ne zaključi. No, po norih mladinskih letih pogosto pride poroka, pa družina in Gregorju ter ženi Hani je bila podarjena prvorojenka Evelin, za katero pa se je kmalu po rojstvu izkazalo, da ima zelo redko in težko bolezen. Vztrajala sta tudi v mnogih odpovedovanjih in danes imata 4 otroke, pa še 5 v nebesih. Gregorjeva zgodba je po eni strani zelo posebna, po drugi strani pa je lahko to tudi zgodba vsakega od nas. V svojih mladih letih in tudi kasneje je bil namreč Grega postavljen pred mnoge odločitve, na katere je lahko odgovoril z ja ali pa z ne. Pot, ki jo je ponujal odgovor ja, je bila pot tveganja, sestopa iz cone udobja in spet novih priložnosti. Pot, ki jo je ponujal odgovor ne, pa je bila pot negotovosti, neodločnosti in pasivnosti. Ob Gregu sem še posebej zaznal, kako so naši darovi in talenti plod serije jajev, ki jih izrečemo. Plod situacij, ko se odpovemo predvidljivosti in pustimo, da v življenju kaj ne gre čisto po naše. Če tudi ti želiš izreči kakšen ja več na kateremkoli področju, pa ne veš kako, mi piši na matej@socialna-akademija.si ali pa se pridruži Facebook skupini Goreči grm. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo. Tole snemava na praznik svetih treh kraljev. Predvčerajšnjem sem poleg tega dobil sina s kraljevskim imenom David. Z mano je pa tokrat po mnenju nekaterih kralj krščanskega roka Grega Strajnar. Živijo, Grega, dobrodošel v mojem podcastu. Ja, hvala lepa za tole predstavitev, ampak Matej, čestitke za sina, res sem bolj kot povabila v to vdajo, sem bil vesel tega sporočila, da si ponovno očka, tako da čestitke tudi tvoje ženi. Ne? Mislim, da je ona te glavno delo opravila tukaj. Res Bravo, je. Simona. Pa ja, z bratcom in sestrcem, no, pa pastirja Davida. Hvala, Grega. Jaz sem bil pa vesel tega, da si bil fleksibilen v teh zame nepredvidljivih dneh. Je pa en tak obdobje, s katerim bi rad začel pri tebi, oziroma bil je celo trenutek, 18-letni Grega, ki je bil po tem trenutku zelo drugačen. To je bila ena kolesarska nesreča. Mi lahko kaj več poveš o tem? Zdaj, da bi rekel, da po tistem trenutku, da sem bil drugačen, težko rečem, je pa prelomni dogodek v tem smislu, da sem kasneje stvari za nazaj videl drugače in da sem zaradi tega, kar se mi je zgodil, tem naprej drugače deloval. V resnici mi je bilo podarjeno, da še živim. To je bilo spoznanje, ki sem ga čez nekaj časa tako ozavestil. 18 let sem bil star, s kolesom sem šel proti Pokljuki, prišel sem do Kranja, pa še to zarešil sem. Na poti pri Trbojah oziroma še v Trbojah sem imel bližnje srečanje z avtomobilom. Avto je šel proti meni, brzina avtomobila je bila nekajkrat presežena glede na to, kako bi lahko šlo tam. 82 v ovink na 40. No. Pred mano je bil en drevo, avto šel najprej v drevo, potem se je z drevesa odbil na streho oziroma tem, ki se je vrtel, je mene snel v višino balance, ne v glavo ali pa kakšen tak del telesa, ki bi bil konc. Ne toliko prej, da bi šel z avtom vred v drevo, ker pol tudi ne bilo kaj dosti več od mene. Potem je mene odbil s kolesa v tablo, pač konec kraja, tista aluminijasta tabla, tako da sem imel pojemek sile v bistvu tak, ne to hiter, kot če bi ga v drevo, ne, če bi ga v drevo odbil, ampak bolj počas. Hočeš reči, da tabla boljš ublaži silo kot drevo, ne? Gotovo, ne, to je bila, se bila ublažitev sile, je bila pač taka, ja, in potem je odbil od table
Med dvema drugima drevesama ugrmovje na mehko, poleg nekih kamnov. No. Ko se tega seveda ne spomnim, meni so to pač povedali, oziroma so mi v tistem poročilu sodniškem pač razložili, kaj se je takrat dogajalo, ker v resnici me tudi najprej niso najdeli. Ko je bil avto na strehi, so preleteli ljudje, so videli, da so ene kocke po cesti, so rekli, kje imate pa otroka, pa tista gospa, ki je vozila, rekla, da otroka ni imela sabo, ampak da se ji zdi, da je zbila kolesarja. Ne. In kolesarja ni bilo nikjer, ne. Tudi kolesa niso videli, so najprej kolo najdel, mene so pa iskali in pa so me najdel pač v grmovju. Koliko časa so te pa to iskali? Je bilo par minut po moje, tako. Jaz sem bil takrat v resnici nezavesten, čeprav se tega ne spomnim. Jaz, ko so mene vprašali, da sem bil nezavesten, sem rekel, da nisem bil, ker se spomnim, da so me klicali. Mi pa manjka en del. Manjka mi v bistvu od takrat, ko je šel avto port meni, pa do kar niso bili praktično že pri meni. Bolj mi je zanimivo to, ker sem pomislil, kaj se je v resnici takrat zgodilo. To, ki je enih naključij, da to naključje praktično ne more biti več. Ne. Če bi bil mečkaj naprej, bi bil pašteta. Ne. Če bi dobil udarc kam drugam, vprašanje, kaj bi bilo. Ne. Jaz mislim, da je moj angel varuh mi takrat kar konkretno delal. Full-time job. Jaz mislim, da je še nekaj drugih kolegov povabil zraven. Ja, me kar rukne, Ja, po mojem sem mogel tam kar nositi. No. Da je moj angel varuh, mislim, hvala angel varuh, res. Ta pa še tiste, ki jih je povabil zraven, sem tako lepo odnesel. Tudi, recimo potem, ko sem že bil v Grmovju, pa ko so bili pri meni, pa ko smo čakali na rešilca, vem, da sem tam sedel in sem se kar nekaj začel orang tresti, pač od tiste adrenaline očitno popustil. In potem so se tudi te, ki so mi pomagali, ustrašili, da nimam kakšnih notranjih poškodb, da sem se kaj narobe naredil. Ne. Bi jih lahko imel, ampak ne, tudi tega ni bilo. In potem je bilo zanimivo, da mogoče še malo probam pač to situacijo slikati. Sprašvali so me, kdo sem, čigav sem, kje stanujem, to je bilo v njih časih, ko še ni bilo mobitelov. Poklicala sem k nam domov, glasila se moja sestra. Rekla je, da je dostopila samo to Grega, nesreča, trboje, pa glava je cela. In je preletela z enim prijateljem tja in potem je videla enega gospoda, ki je bil vas krval. In je šla do njega, pa je rekla, ta gospa, ki je vozila, pa zgleda orang poškodovana. Pa je rekel, ne, jaz sem kolesarju pomagal. Tako da takrat je moja sestra zvil. Mene se bolj palal v Kranj, iz Kranja pa pol v Ljubljano, klinični center, tako da tam so me pa že domače počakali ostali, tako da sem imel pač tak lep sprejem. Tako pač nekako je bilo to v unem času, ko sem glih maturo naredil, tako da tistih dolgih počitenj se jaz na ta način, kot jih imaš običajno po maturi, pa do faksa jaz nisem imel, pa tudi kasneje nekaj, ko nisem faksa v roko naredil. Ampak ja, takrat je bilo tako, da sem bil en cajt bolenc, pač to, da sem me malo pošil, mogoče še to, te izkušnje predvsem iz urgence, so bile tudi tako, ko jih ozavestiš, so kar grozne, ker zraven tebe veliko koga reanimirajo. Spomnim se tudi tega, ko je en fan zraven mene, jaz sem pač bil z eno drugo zaveso, sem čakal na operacijo, sprašval za svojega prijatelja, ko sta bila skupaj na motorju, in da mu niso mogli povedati, da onega prijatelja nima več. Mislim, to je pač nažalost realnost naših cest. Te stvari se dogajajo, so grozne, tako da ne vem. Takrat je bilo še več, v resnici kot danes, hvala Bogu. Ja, mislim, da bomo še eno stvar povedal, glih to. Takrat je bila tudi ena oddaja, ki se je rekel Nikar, bila na televiziji Slovenija, na kateri so kazali posnetke prometnih nesreč in tudi moja prometna nesreča je bila na tem posnetku. Da so rekli, da je kolesar umrl. Pismo. No, jaz se še kar živka počutim, še zmerno. Sem tako, ko se spomnim, tako, kak je v zadnji to, Ja, mislim, začetek pač še zmer živim, še zmer borcem klele, pa tale svet lače v svojimi nogami. Pač probam pač zaradi tega tudi, kaj temu svetu dati, probam. Glih to me je zanimalo, kaj je bilo sporočilo zate v tej nesreči?
Born again, ne, ponovno rojen, ne, res jaz dejansko praznujem 2-krat rojsten dan, ne, iz tistega 17. julija, ne, pa tistega, ki ga imam novembra, pač zapisanega v osebni izkaznici, ne. A si veliko računalniške igrice igral v otroštvu pa mladosti? Niti ne. Pa tle izkoristil ti life. Ja. Ne, v tem imaš ponovadi več lifeov, ne. Ja, pa možnost ponovnega začetka je bolj pogost. Jaz bi raje rekel, da je bila to priložnost, da sem šel v life na drug level. Če smo že pa igrcah, no, tako da. Ja, to, ampak to se pravi, to je bilo v bistvu za nazaj gledane stvari. Ni bilo to padec s konja, ki bi ga takoj reflektiral, ne? Ampak si kasneje šele to ozavestu, kaj je, da je to bil prelomen trenutek, če na eni drugi ravni, duhovni, tudi ne sam telesni. Sej zato so ti solze, ne? Ker je to močno. To so stvari, ki jih ne moreš fejkati, ne? Tako bom rekel, da je to trenutek, ko Bog spregovori, da Bog da vedeti, lej, odkle naprej. Kle se je to zgodilo, da jaz dejansko tu zavestam pač za nazaj pa za naprej. Ne. Zdaj, nekaj ozavestati, nekaj pa to vedno početi, ne gre zmer. A veš, ko smo se že prej enkrat pogovarjala o teh božjih glasovih, pa smo imeli debato, koliko si jih namisliš, koliko so pa to tvoji pristni, ne, in kje je meja. Ne. Tle pa ni tem, tle pa vse pristno. Ne. Ni to edin tak dogodek v resnici, ampak mogoče bo prišla še do kakšnega drugega, ampak ja, ko spregovoriš o enih spominih, ne, ki v resnici, ne, če tako pomislim, niti niso boleče, ne, to niso solze ali pa Objokovanje, ja, ali tako neki travma, ne, to ni travma, ne. To je res tako dotik, ko mu rečem, mogoče dotik, se pravi, tudi za mene, predvsem to, nekaj, kar sem resnici lahko zelo in predvsem hvaležen. Se pravi, da se je Bog, ne, da mi je dal vedeti, ne, to mogoče še, no, to pa res, se pravi, tisto, kar nisem povedal pri nesreči, oziroma potem, ko sem ležal v grmovju, prva stvar, ki se jaz spomnim, da sem počel, je bilo, da sem molil. Se pravi, ko sem še ležal v tem, ko so te iskali. Ko sem iskal, sem jaz molil, ja, to pa sem. Ta zavest, zavedanje tega, ne, da ni več, da se probaš še to predstavljati, ne. Jaz, ko sem ležal tam v grmovju, jaz se nisem mogel premakniti, ne. Levo roko sem imel spahnjeno v komolcu, tako da sem bil, ne vem, če se spomniš onega Butna-glavca iz Mladine, pač tisti strip, ne, ki imajo te končine, tako da imaš ful premaknen, ne, komolc sem je pač res kar nekje, ne. Tako, pač precej sem bil poprasklen in krvav in nisem mogel pač medenico premikati tam nog noč, ne. Jaz sem sebe videl pač takrat, ne vem, bom sploh hodil, ne. Bom zmogel kaj se premikati, ne, takrat nisem mogel razen glave, pa desne roke nisem kaj dosti mogel premikati. Zdaj sem res lahko hvaležen za to, da glede na to, kaj se je zgodilo in kako so se stvari odvile, da sem jo odnesel samo z nekaj praskami šivi, spahnjenim komolcem in zlomljeno ključnico. Koliko pogosto se pa zdaj dobesedno spomniš tega dogodka, ali se je pač tvoje vse bitje preoblikovalo, da je to neki navdih oziroma hvaležnost za naprej, ali se tudi zelo, recimo enkrat na teden spomniš tega prav konkretno? Ni tako, da bi se spominjal na ta način, kot si rekel, bolj je, kadar me kdo vpraša, ali pa kadar je priložnost oziroma kakšna taka tema, ki lahko to povem. Pač to so vseglih to globoke stvari, da tudi ne greš razlagati vsakmu. Tako tudi jih ne moreš vsakmu povedati na tak način. Veš, mi dva vse toliko časa poznava, ne, in tudi so se tokrat srečala, da ti lahko te stvari tako povem. Že tudi so te solze hvaležnosti, pa dotika Božjega, pa so spontane, tako pridejo lahko. Ne. In tudi veš, da bojo sprejete na en dostojen način najbrž, ne? Ja, veš, ne pridejo čizmeri. Ne pridejo čizmeri, če tako bi kremo razlagal pač nek dogodek. Ne. Bi bolj fizikalno, faktografsko povedano. Tako, samo, to se je zgodilo takrat, tam sem bil, ne. Tako, ko sem pa, in kada sem lahko res pač iskren, ne, je pa pridejo ven stvari, tako, ko pridejo. Zdaj si pa star nekaj več kot 27 let več. Bova šla še na to, kako je od tega prišlo do tega, kjer si zdaj, ampak kdo si zdaj, recimo, če bi rekel na 3, 4, 5 glavnih področji, da razdeliš svoje življenje sedanje, kako bi ga razdelil? Domnevam, da družino, službo, glasbo ali kaj? To so 3, ja. Zdaj tako, ja, družina je
v tem smislu prioriteta, ki je želim dati prioriteto. Zdaj ne pomeni, da mi to vedno uspeva, ampak želja pa je. Družina pomeni zame na prvi vrsti žena, katere jezik ljubezni je posvečeni čas. Teh 5 jezikov ljubezni poznaš, kot da se ne morem temu izogniti, se pravi, tudi fizično moram biti. Rožca ne nadomesti tega. Ne. Pri mi je kdaj prav prišlo, ampak ne gre. Otroci, 4 imam, kle pa enega v nebesih. Ti so tudi svoj vrsten izziv, pač tudi svojo pozornost terajo in jo tudi želim dati. Probam ozavestiti neko rahločutno starševstvo vzgojati, ko pač v tem smislu, da probam kapirati, kaj se v otroških glavah dogaja in biti prisoten tudi na ta način, kakor otroci potrebujejo od mene. Glasba je prisotna ves čas, pač ne toliko intenzivno, kot bi si želel, so stvari, ki še zmeraj barbotajo v meni, ampak je pa prisotna v tem smislu, da redno igram pri mašah v župniji, reče temu glasbena animacija Svete maše. Pa še redno je pa tako, z glasbo, če je kakšno srečanje, za kakšen navod, zaključek, je kakšen glasbeni vložek, a so to molitvene srečanja, moška skupina, kar neko srečanje s kakšno ekipo, ki zdaj prek Zooma tudi je pač to možno. Ja, sem tehnično zrihtal doma stvari, da lahko, tudi povabljen sem bil na eno slavilno skupino, to je ta tretje področje. To je bil drugo, ja. Služba še, ne. Služba... Kakšno mesto ima to v tvojem življenju? Ja? Se veš, kako je. Služba je po eni strani za preživetje, ne? Po drugi strani pa fajn iskati tudi neko poslanstvo znotraj tega. Študiral sem komunikologijo. Po prvi vrsti sem hotel upravičiti svoj študij. To mi je bilo tako neki pismo rosno, če sem že te 4 leta faksa naredil, pa še pol diplomom PC-ov. Že prav, da pač tudi nekaj klele naredim na tem področju in sem imel priložnost, da sem začel delati v oglaševalski agenciji. Zanimivo, vidiš, ker jaz sem pa zlahka. Ja, polka sem se enkrat odločil, sem zlahka živel s tem, da v računalništvu nikoli ne bom nič naredil. Jaz se komod bi odpovedal oglaševanju, če bi zdravje dopuščalo, da bi se lahko z muziko bolj ukvarjal. Tako se pravi, v meni je ta želja bila zelo močna. Zdravje? Da, imam atopijski dermatitis, imam redno težave s kožo in žal imam težave s kožo na prstih, na dlaneh. Moraš omejiti v bistvu, ali kaj? Tehnični napredek glasbeni v tem je težji, ne moreš, enostavno ne moreš, ne gre in tudi ne veš, da te bo počel, so neke obdobje, ki je močnej, pa slabš, pa nikoli ne moreš napovedati, če bom pa to naredil, pa to jedel, pa s tem se mazal, potem bom imel mir, pride in gre, in ko ne veš, da in kako, tako da... To je tudi eno tako znamenje, ni, da te glih na prste udar, ki jih najbolj rabiš za to, kar si poslan. Ja, Bog ima svoj smisel za humor, oziroma tudi dopusti preizkušnje, zato, da smo mi malo bolj ponižni. Ne? Jaz se hecam, da sem skromen, ne. Najbolj skromen. Mislim, sploh ne vem, še kakšen bolj skromen človek je jaz, no. Ja, in to sem, želja bi bila, tudi se mi zdi, da kar čutim oseb, bi bil sposoben, sfurati kakšen noren glasbeni projekt še. Ampak mislim, da v tem trenutku sem tam, kjer moram biti, kjer Bog želi, da sem. Recimo, tudi se mi zdi pomembno lokalno okolje, nekaj daš, kar imaš, zdaj za meni je pač lokalno okolje bolj župnija. Služba je ne jemlje samo kot obveznost, rad delam. No, to me zanima, ker delaš v marketingu in marketing je pregovorno, večino poslušalcev ima najbrž negativno konotacijo na marketing. Ne? Kako ga ti plemeniteš? V bistvu mora vedeti to, da marketing v čisti obliki v resnici raziskuje človeka, išče potrebe, ki bi jih zadovoljil. Sprav, ni v osnovi, da bi naredil potrebo, pa je potem poskušal zadovoljiti, ampak jo poišče, kaj tiska človeku manjka in to zafilati. Mu to ponuditi. Ne. To je v čisti obliki. Jaz ga tudi v tej obliki pač presep skušam najti. Se pravi, jaz se sicer ne ukvarjam s končnim potrošnikom. Moj del je bolj osredotočen na delo z naročniki, ki so lahko pač agencijski planerji, ali pa vodje blagovnih znamk, ali pa direktni naročniki, ki imajo neke svoje produkte, podjetja, kakorkoli. Začutiti njihovo bolečino in preko orodij, ki jih mi imamo, poznamo,
pomagati, da bi iz tistega nekaj ratali, nekaj plemenitega. Da sledimo pač njihovim ciljem, oziroma da tiste njihove želje zadovoljimo. Pa kaj tu konkretno delaš? Neke načrte marketinške ali neke statistike meraš ali jim svetuješ ali kaj delaš? Prej sem bil media planer, kar je pomenil, da sem 10 let, da sem celostno stvari pokrival v smislu Pač za neki izdelek celo akcijo. Ja, televizijsko oglaševanje, outdoor oglaševanje, kako kdaj, kjer je kanali, vse odvisno od ciljne skupine, ki sem imel. Zdaj sem pa na digitalni agenciji, internetno oglaševanje, internetne kampanje postavljam. Pa ti teh 8 ur, kako jih doživljaš? Prideš srečen, da si nekaj dobrega naredil, ali prideš super, zaslužil sem za družino, zdaj bom pa lahko to zasluženo dobro plemenito popoldne? Za službe je zelo pomemben tudi, kako se počutiš v kolektivu. Zdaj, jaz sem imel to srečo tudi v bivši službi in tudi zdaj, da imam super kolektiv. Tudi, se pravi, ljudi, med katerimi sem lahko jaz s svojimi prednostmi in slabostmi. Tako, kakšen sem. Tudi, da sem sprejet strani vodstva, takšen, ker sem s svojimi v resnici tudi omejitvami. Zanimivo je to, da se pričakuje, da bomo ljudje kar 8 ur kar na polno šopali stvari, ne moreš. Fajn je, da če si lahko slišen s svojimi idejami, fajn mi je tudi, kadar so te moje ideje, ne sem slišane, pa da se jih lahko tudi realizira, to da neko zadovoljstvo. Perko Ruglov naslednik je rekel, da moški, če je zdrav, mora stati vsaj na 2 nogah. Od teh 3, družina, služba pa družba, skupnost. Ti se mi zdiš, da kar trdno stojiš na vseh 3 nogah. Pa me zanima, si predstavljaš, da bi eno opustil, pa stal sam na 2? Še odgovor je za mene kot na dlanje, itak da ne. Ne vem, mislim, mogoče bi pa rekel, da služba pa bi si predstavljal, da ne hodiš več, ne? Predstavljal bi si, da ne hodim več, sam, vsem zagotavlja to poleg te varnosti za družino, recimo finančne, čeprav, danes je pač tako, da služba ni to, ni služba za nedoločen čas, je na papirju, realno gledano je. No, ljudje predvsem mislijo, da če je za nedoločen čas, da je to za neskončnost. To samo pomeni, da ni določen čas, ne da je v neskončnost. Ne? Ja, samo veš, ta nedoločen čas, veš, kako hočeš pa kredite vzeti, je pa pomemben. Jaz sem se včasih malo hecel na ta način, da se pravi, potrebujem kredit, ko pridem vzamem kredit, moram imeti službo, da bo eksistencialna, pa da bom lahko dobil ta kredit, ki ga rabim, pol je pa vse. Ker v resnici je v banki pol važno, da denar nosiš pa vse, ko imaš pogodbe, pa odkje denar pride. Sam po drugi strani pa tako, saj jaz mislim, da človek rab, da so stvari na svojih mestih, da so trajne, da se ne sprašuje vsak jutr, kam pa danes počel. Da nagradiš vsak jutr, če si z nule teh Lego kock, ampak sam malo dodajaš. Tako, se pravi, to pa to me čaka, se pravi, službo imamo takrat do takrat, vsaj približen, pa če je plus minus, pa ima pa popodneve, ko so družina, hobi, prijatelji, družba, karkoli, so pa za druge stvari. V resnici nam rutina paše. Mene rutina ni nikoli, da bi rekel, ubijala. Jaz nisem z rutino nikoli težav, ker sem na nek način dosti redoljuben. Načeloma imam rad red, da vem, kje so stvari, kaj ne čaka, da nekako ne načrtujem, potem pa vidim po časovnici, kaj od tega sem že naredil, se pravi poklukcam. In potem, kaj me še čaka za to, da naprej postavljam stvari. Sem prav v osnovi neko strategijo postavim, pa taktične plane potem čekiram, kako mi gre. To je zdaj v osnovi. Zdaj, jasno, če se rekel služba, napravim, da bi mogla biti 8 ur. Da bi bila pa neka redna zadeva, se mi zdi pa ok. Meni se zdi, odnos je ful pomembna zadeva. Tudi različni, tudi izziv v resnici. Se pravi, če bi se jaz družil samo z meni podobno mislečimi, ali pa še slabš, enako mislečimi, kam bom prišel. To bi bila pa res rutina. To bi bilo pa sam pogledaš, vse jasno, se nam sploh še kaj za pogovarjati. Ja, služba mi je v tem smislu izziv, ker je, se pravi, v resnici ni enako, se pravi, jaz nisem za tekočim trakom, ker bi pač samo nekaj prelagal, se pravi, te rutine ni, vsak dan je drugačen, si probam pač ene stvari postaviti tako, da imam rutino, da na kakšne stvari ne pozabim. Prav to mora biti, ali da so dnevne ali tedenske rutine, tako znotraj tega. To je, ampak
zmerke pade. Ali so prijetna ali pa neprijetna vprašanja, zakaj so rezultati te kampanje slabše kot vnaprej. Se mi zdi, da vsaj 2 tvoji od 3 področji zahtevata veliko kreativnosti oziroma ustvarjalnosti, in marketing in glasba. Najbrž tudi družina. Pa me zanima, kako gledaš na ustvarjalnost, kreativnost. Imaš predispozicije za to? A je to vaja, da si kreativen? Namreč danes se kreativnost zelo ceni in kolikor jaz poznam, mnogi ljudje zase mislijo, da niso kreativni, in moj odgovor je, da je vsak lahko kreativen. Gotovo je, če me vprašaš, v prvi vrsti dar, ki pa ga je treba negovati. Veliko smo prisiljeni v to, da smo ustvarjalni, kar ni nič narobe. Prav pa je, da až ne zaspimo nikoli. Jasno je, da se ceni ustvarjalne ljudi, zato ker ustvarjalni ljudje dajo nekaj naprej. Pasivnost je tista, kar nas ubija. Pasivnost v smislu, da usedemo se za televizijo ali za telefon in bulamo tisti ekran in nič ne delam. Ker se je ta področje omenil glede kreativnosti, preskrbi, da je tudi v družini zelo, zelo veliko ustvarjalnosti potrebno, da pač sfuramo stvari. Sej to je, a veš, ker mogoče si ljudje mislijo, lej ga glasbenik, pa v marketingu, jaz pa nisem tak, ampak vsi imajo pa ta tretji del, kjer je tudi velikrat treba neki biti kreativen. Lej, če ne bi bili kreativni, bi verjetno še zmeri planice pravili v rekah. Pa vidim, kar sebe opazujem, da je potreben čas, zato da zdaj bomo rekel tako najprej, potreben čas, tudi navdih, ne pride samo od sebe. Moji sošolci iz srednje šole v eni pesmi Homo Carnula pravi: zamenjam delo za navdih. Se pravi, če ima človek preveč dela, si pač sužen kot Izraelci v Egiptu. Pač del na del ne moreš, enostavno ne moreš biti ustvarjalen pa kreativen. Se pravi, treba se znati ustaviti, pogledati stvari tako, malo ali z distance ali po miru. Če govorimo najprej za družino, tukaj moram biti ustvarjalen, v bistvu res tako, zelo so te trenutki, ki treba nekaj narediti, tišine, zelo kratke. Ne treba tako odreagirati. Kar pomeni, da ne odreagiraš popolno oziroma tako, kar bi bilo najboljš, ampak tako, kot v tistem danem trenutku najboljš lahko. To ni izgovor, ampak mislim, da je to zdaj pri meni temeljno vodilo splošno. Naredim najboljš, kakor v danih razmerah, glede na to, kjer sem, kako sem lahko naredim. Ker se mi zdi to pomembno, predvsem zaradi tega, da se ne sekiram, da sem včasih lahko nekaj boljš pa hitrej, ali pa da je nekdo drug nekaj naredil boljš, ko se prej omenil, da se drugi sekirajo, ker pač nisem tak. Oni niso taki, ki sem jaz pa nisem taki, kakor so oni. Tam ljudje se pa ful radi primerjajo. Primerjanje je dobro, če te to navdihne. Zato meni, recimo, to bi pa jaz pri tebi pohvalil, sploh idejo samega podcasta in gosta, ki jih imaš, ker poslušamo že od samega začetka, od Janeza Snoja naprej, mislim, da je bila zadnja njegova mama pred mano. Tako, a veš, to ne pomeni nekaj zaključene celotne, pa se mi zdi tako, da so v nekih družinah vselih raste več tega. In zdaj pa pomeni, da se ne bi omejeval samo na družino, ampak v bistvu na neko okolje, kjer si pač to želimo dati. Se pravi, če govorimo zase, pa ustvarjalnost je pač v osnovi to. Okay. Meni nekdo nekaj povabi, da bi nekaj naredil. Jaz ne bom šel nekaj narediti rutinsko, to, kar delam itak že skozi, pa bom naredil. Ali če govorimo za muziko, imam nek standarden repertoar, turneja tistih, 15 komadov odšpilaš, pa je to. Vedno želiš nekega duha vdahniti, nekaj novega dati, ali kaj? Ja, vidno. Se pravi, vsak trenutek, vsaka priložnost je pač takrat. Ja. Zdaj, seveda je priprava tudi prej, ker razmišljaš o tem, se pravi, vizualiziraš. Jaz sem v resnici, če smo po ustvarjalnosti, bolj vizualen tip, kot audialen. Zanimivo. Ja, jaz si predstavljam stvari, jaz akorde si predstavljam, se pravi, jaz ne, da ga sam slišim, pri muziki, ampak si ga predstavljam. Tako. Pa ti je na nastopu bolj važno, kako zgledaš, kot kako zapoješ. Veš, zaradi videza se pa že en cajt ne sekiram prav nič več. Glik to, da se malo zrihtam, pomeni, da nisem glik en klošar na odru, ampak da bi se pa pretiraval na nohte, na šminku, pa pobril pa v glave, pa ne vem, kaj počel tam z make-upom, to pa ne. Ti veš, kaj mi je bilo zanimivo, da, ko si rekel,
so trenutki akcije, dela, suženstva, ne? Tudi jaz velika doživljam kot suženstvo, ne? Ko pač moraš, ne? Da pa imamo in si moramo znati vzeti tudi trenutke refleksije, trenutke tišine in tam not se pol ta kreativa lahko razvije. Ne? To mi je bilo zelo dragoceno, kar si rekel, ker vsi pa imamo v resnici te mrtve čase, ki jih lahko uporabimo ali za YouTube, pa Netflix ali pa za neko kreativo. Ne? Tukaj so tudi ene zavestne odločitve, ki sem jih sprejel, da nimam preveč, ne se vedno so, ampak da jih nimam preveč teh kradljivcev časa. Narava moje službe je pač taka, da seglih moram biti na telefonu, spremljam ene stvari s telefončkom v roki, tudi računalnik še kdaj, ko ga začer prežgem, pač še kakšno stvar za službo pogledam, preverim, ampak skušam pa tega čim manj. V resnici mi je bolj dragoceno, da se usedem z otroki, pa jih opazujem, kaj počnejo. Včasih sem v to prisiljen, ker pač otroci zahtevajo svojo pozornost, pa sta najmlajšim zlagam Lego kocke. Veliko se pa samo usedem, recimo starejši hčerki, ki je invalid, z njo sedim na blazini oziroma na tepihu, pa sam stisnem k sebi, ali pa ona se stisne k meni, pač to, ki je odzivna, da pokaže, kaj všeč, kaj želi. In so tam in pač jim mrmram nekaj na ušesa in sem probam biti v tistem trenutku. Zavestno pa nimam določenih spletnih strani sploh na obrazorju, se pravi, zavestno ne odpiram določenih medijev, oziroma se probam omejiti, da tisto, kar spremljam, da jih je res samo tiste, ki jim zaupam, pa to gledam. Ker se omenil prej tudi ti to egipčane suženstvo, pač oba sva dala tudi to pot Exodusa skozi Exodus 90, te duhovne vaje. Jaz sem precej veliki meri osvobojen tudi tega, da nisem na družabnih omrežjih. Za rojstni dan, ki sem ga imel že nekaj cajta nazaj, niti nisem odpisal folku, ki mi je pisal na zid, tako da hvala za voščilo tistim, ki mi poslušate. Res, mislim, sem hvaležen, ampak ne vem, ali se bom sploh spravil všečkati vse tiste objave, ker pač enostavno nočem iti gor, ker bom preveč gor. Tako, zavestno omejujem čas pri takih stvarih. Televizije pa sploh nimamo. To pa naredi neko kreativo. Ne? Pa druga stvar, ki si jo rekel že enkrat prej, ko sva se pogovarjala, je tudi, koliko jajev izrečeš, ki te fliknejo ven iz cone udobja. Ne? Te jaji se mi zdi, so zelo, zelo dragoceni, tudi sam podobno razmišljam, sem gotovo, da ima v tem zelo veliko podobnost. Kjeri so bili tisti tvoji glavni jaji po nesreči, ko si šel zavestno ven iz cone udobja, pa jih izrekel in si pol videl, so te nekam naprej porinili? Kitaro si začel poučevati tam, če se prav spomnim, si ženo spoznal, ne? Kjeri so tisti glavni, če bi dal top 5 ali pa top 10? Ja, prej bi bilo top 10, sam jih nimam takole na spisku, da bi zdaj direktno jih rekel. Ne. Jaji so tisti, ki zelo spreminjajo stvari in kakor se rekel sam, vržejo te iz cone udobja. Se pravi, če si omenil to tečaj kitare, nekaj je znati igrati inštrument, nekaj ga je pa poučevati, oziroma nekaj čist drugega je druge poučevati inštrument. In jaz sem povabljen v bistvu kot kitarist, da bi prevzel ene tečaje kitare na Mladinskem informacijskem centru in sem rekel, ja. Nevedoč najbrž. Ja, ne kva me čaka, pač pojma nisem imel, ne tako, ampak enostavno sem se dal na razpolago pač v tistem trenutku, da klej je očitno ta potreba, nekoga se potrebuje. V resnici tudi v teh krogih ni bilo toliko veliko ljudi, ki bi bili pripravljeni to početi. Očitno ne, no. Za mene je bilo v redu to, da sem odkril nek talent, ki ga prej niti nisem poznal. To je, mislim, da je ta posledica teh jajev. Recimo ta recimo za tečaj kitare. Ne? Ampak pa ne potegne za sabo to in tak domino efekt. Ne? Spet, predno sem ženo spoznal, na tečaj kitare menili še nadaljnjih 10 let. Veš, kot da ni to tako. Je bilo še par drugih kandidatov, kom jaz mogoče. Veš, sem bil pa profesionalen pri teh stvarih, tako da nisem tega tam iskal. Ampak je pa ena od teh tečajnic na začetku že me povabila na uskovnico, na uskovniške dneve za mlade, pač to, kar organizirajo Salezijanci, kar pa jaz nisem poznal. Jaz prihajam iz Draval, iz Fare, ki jo vodijo jezuiti, tam je pač bolj ignicijanska duhovnost prisotna. Jaz sploh v resnici za Don Boscota nisem slišal pred tem, kaj zares. Slišal sem za oratorije, takrat oratorijev ni bilo tako, kot danes. Nisi vedel, kaj je v zadje? Ne, pojma nisem imel. In v resnici poznal sem, eno tečajnico in pa benga drugega, pa sem rekel, skratka, ona je videla v meni nekaj, na kar sem se jaz lahko odzval z ja ali pa ne, ampak sem rekel, da grem, ne.
In pa so pač tudi, tam sem spoznal Salezijance in tudi Salezijanci so v meni odkrili očitno en dar animatorstva, ki ga pač prej noben ni ali pa ni tega spodbujal. Lepo si to povedal, se mi zdi, tako prideti med ljudi, ki bojo v tebi nekaj odkrili. Mora se dati priložnost. Ta povabila so dosti tako, ki so izziv, se pravi, ni enostavno iti med ljudi, ki jih ne poznaš, med same neznanje. Enega pozna, ok. S tem, da ona je bila še animatorka, tako da itak ni imela cajta zame, da preko me nekam Učkala, ja. Tako, ja, ne. Pa lepa sem že dosta prestar v resnici za te zgodbe, ne. Ampak se zulme, se bi rekel, ne. Odkar res tako, za mene, ko bi rekel škoda, da nisem že prej tega spoznal. Tam je bil recimo Jože Vidic, ki je pač začel s temi skovniškimi tedni za mlade. Pokojna legenda bi bil moj gost, če bi še živel. Res sem za Jožeta Vidica sem pa res hvaležen. V čem je bil on tvoj goreči grm? Najbolj pomembna stvar, ki je on v resnici naredil zame, je bila ta, da je na Uskovnici povabil na svetovni dan mladih v Rimu in da je pač en del poti že pač krit finančno, da pač treba sam reči ja. Ampak mi terminsko nekaj ni pisal, ne vem, ali 2 tedna nisem mogel, nekaj sem pokrival z enimi počitnicami in sem šel lahko samo malo na krajšo varianto, ki jo je pa organizirala skupnost Emanuel. Se pravi, jaz nisem šel s Salezijancem, pa sem šel v Rim skupnostjo Emanuel, ampak ne iz Ljubljane proti Rimu, ne, ampak smo šli najprej v Nemčijo. Nekaj na sever, razumeš, full delež, Wild Eating in tam, skratka na poti, pač sem se s temi Emanuelci srečal in prvič v življenju. Ali? Srečal sem se že enkrat prej, sam doživel sem jih pa šele takrat. A veš, zame bil scary shit, ko vsi roke gor pa slavijo Gospoda. Veš, to videti tam neke množice, se rečeš pismo rosno, kam sem jaz prišel tam medene, ko so fanatike. A si bil spet sam ali si bil s kom? Bil sem ena prijateljica sva šla, ne vem, mogoče 2-3, tako. Skratka, ni bilo se neki gužve v tem smislu poznanstev. Ja, si spet imel že na busu feeling, da si med veliko večino neznanci. Ja, predvsem med neznanci. Se pravi, z eno sem mislil, da so bila skupaj z ena prijateljica, pol pa, ko smo pa hodili okoli, sta bila pa še 2 zdrava, tako da nismo bili 4, ko smo bili pol klapa. Ampak spet med nekimi neznanci in spet neka duhovnost, ki mi ni bila poznana. Kar je bilo pa tam zanimivo, to pa je spet nek goreč grm, muska. Skupnost Emanuel dela fenomenalno muziko. Od teh slavilnih pesmi, kar se tiče besedil in same muzike, aranžmajsko, tehnično in tako stvari, ki so za mene, ki imam glasbo vse. Wow. Tvoj jezik, ne? Ja, moj jezik, sem rekel top, ne. In oni so pa tudi hitro pogruntali Emanuelci, da pa jaz znam muziko špilati, se pravi, da meni to ni neka naznaka, ker, veš, v teh krščanskih krogih si špilil tam 3 akorde, pa si ti si te ljud sveta špilil, pa drgnil tiste 4 taktne ritme. Si bil že dovolj dober, ne? Če sta bila 2 akorda v istem taktu, je bilo že veliko. Kar je bilo več, je pa sem plus. Ja, pazi, kar je bilo več, je meni delo, ne. Pa sem me pa povabil Emanuelci, da bi nekih tečajih, oni so rekli, alfa tečaje so imeli, da bi pomagal te slavilne molitve malo voditi. Pa sem zdaj rekel za to, ja, da sem se pač odzval v bilo, sem rekel super, mislim, spremene muzike potegnila, tako da sem pač tudi njih spoznaval, oni mene. In vzporedno so oni začeli pripravljati slovensko verzijo muzikla Joshua. Joshua so premierno na svetovno dnevu mladih v Rimu izvajali v angleščini. No, so pa začeli v slovenščini pač besedila tekste pripravljati. Pa so imeli neko ekipo, dejansko so imeli vse že pripravljeno, od muzičarjev do solistov in tako naprej, ampak očitno je na koncu nekdo nekje odpovedal. Jaz prav veliko četrkrat sem mogel še faks, nekaj sem intenzivno s faksom, nekaj je bilo. Skratka, nisem se nekaj mogoče dodatno angažirati, da bi hodil na neke vaje itd. Ampak pa en teden pred premiero muzikla me kličejo, mislim, da je bil torek, sobota je bila pa premiera, pa rečejo, da nimajo za eno od glavnih vlog enega, če bi lahko skočil. Torek pred soboto, tako bolj malo cajta, tako da tudi ni bilo veliko časa za razmišljati, ampak to, a veš, to je kako pa bomo to, ne? Pa sem rekel, ja, mislim, se mi prva vaja pa v sredo ali četrtek. Ne? Spet ja, ne? Ja, ta ja je bil kar pomemben. Ampak, veš, ta ja je Ta je bil med najbolj tveganimi. Ja, glej, takrat gotov, ne, veš, predvsem pa tako, ne, kaj Bog dela pol iz tega je zanimivo, ne, ker s
tem muziklom smo pa res veliko nastopali. K čemu je ta vodil pol? Ta muzikal smo pa čez ene 2 leti izvajali, ponovno v alt-etniku, se pravi, vračam se na kraj zločina, če tako rečem. In pride po muziklu in model do mene, reče, živo, jaz sem pa Franc, pač govorijo po angliško. Ti kaj pa delaš? Pohvalil najprej nastop, muzikal je ful dober. Pa kaj pa delaš, pa sem kaj delaš jutrišnjem, če imam cajt za kakšno pivo v Nemčijo, pivo mi je kar taka asociacija. Pa reče, kaj pa delaš naslednji let, ne? To me je vprašal, naslednji let, ne. Rekel, da je tam šola za evangelizacijo, mednarodna šola, ki se reče Glasbena akademija za evangelizacijo. Jaz sem slišal Glasbena akademija, pojme ni več zanima, kaj je dosti v resnici. Skratka, on me povabi direktno na tazga, ki ti bi kle res potrebovali. Se pravi, res potrebovali pomeni, bomo še razložili, ampak ni, da bi on potreboval, ampak tudi dejansko potreba cerkve bila tistem času tam. In jasno, nisem mogel jaz reči, jutri pridem, ampak malo sem se mogel predebatirati in sem seveda s kakšnimi, ki so imeli izkušnje s to šolo, ker je mednarodna šola, so bili tudi Slovenci že tam. Takrat sem se srečal, posebej tudi z Barbaro Kastelec, zdaj Kastelec takrat še ni bila. In ona je tudi to šolo naredila in kaj je ona meni pravila, kako je tam bilo, sploh nisem poslušal, kaj je pravila, ampak kako je ob tem žarela. To bilo tako nalezljivo. Ja, it's now or never, pač faks bo počakal, doma bojo preživeli. Mislim, to so vse stvari, ki pa gruntaš, ki se mislimo, če pa mene ne bo pa kavo. Pač šel sem v tisto šolo za evangelizacijo za 1 leto. To je pri takih gorečih grmih, se mi zdi ta it's now or never. Začutiš, da si se mnogim stvarem pripravljen odreči, pa tudi, če še ne veš, kako čist boš ti, pa drugi, ampak tja te potegne notne. Koliko priporoki, z eno žensko se poročiš, o vsem ostalem rečeš. Ne. Ker ta pa ne sta komplementarna. Ja, v resnici, tako zelo. Tisto leto ni bilo moje leto. V tem smislu, tisto let, ki sem že omenil atopijski dermatitis, v tistem letu sem imel največ težav z atopijskim dermatitisom. To so se mi lupali prsti, celi, z blazincami vred, tako. Olupljene prste sem imel, rane take, da sam joko. Mazal sem se s sebem živim, molili so zame, pa še probal sem pač kitaro igrati, pa sem se lepo s tem onim flajštrom, pa ne vem, kva sem se zgruntil za to, da sem lahko vsaj kitaro kakor toliko prijel. Temu se nisem bil pripravljen odpovedati. Tako da je bilo leto preizkušnje, ampak v resnici je pa bil to čas, ki sem ga v resnici daroval za potrebe cerkve. Se pravi, tako Bog me je poklical tja, to je jasno zavedanje, da to ni bila moja želja, moj klic, ampak Bog me je poklical tja. In sem šel. In sem v svoj čas svoje talente dal na razpolago za tisto, ki si tam potreboval. V bistvu si hotel malo sprobati to, če te prav razumem. Kot eno redovništvo, se pravi, biti pokoren nečemu za eno omejeno obdobje. Ja, lažje mi je, če se zaveš, da bo enkrat konc. Čeprav moram reči, da za mene bo to kar težko. Tudi sem imel težave, tudi v tem smislu z autoriteto, ker pač nisem tak človek. Toliko sem umetnika, da se napustim prehiter ujet neke kalupe, ampak se pravi, tako kot sem tudi omenil prej, pomembno mi je, da sem slišan, da lahko povem, da se lahko izražam in da se pač to tudi upošteva. Ko sem videl, da recimo je en sošolc po parih mesecih šel, je bilo za mene olajšanje. Da je drug sošolc, ki je mu bilo preveč ti Emanuel style molitev, se pravi vsak dan adoracija, vsak dan slavilna molitev, vsak dan sveta maša, da je imel svobodo, da kakšno stvar spusti, je bilo tudi meni v redu. Pa ne, da jaz nisem šprical stvari. Sam rabo si gotovost, da samo si to, lahko ti. Da lahko, pa za s tem ni nič narobe. Da nisem v neki prisilen, da to res ni neka sekta, če pa nož, pa ne. Ampak zame osebno je pa bil izziv zdržati. To pa sem trmast in da hočem stvari speljati do konca. Sem rekel, če je ta let za Boga, za te stvari pa mogoče takrat, niti nisem toliko dojemal tega, da bi mogoče v tistem letu sem manj dobil, kakor sem pričakoval. Ampak če pogledam sadove od tistega leta za nadaljnje življenje, je bilo pa to spet, tako, Bog poskrbi. Nisi vedel, kaj vse bo zrastalo iz tega.
Ne, ampak je pa ful dal. Tako sem res hvaležen za to leto, kljub preizkušnjam, ki sem jih imel pač tudi sam s sabo, ampak sem tudi z ekipo izredno hvaležen, tudi ne samo zaradi glasbe, tudi za sošolce in sošolke, s katerimi smo bili. Nas je bilo kar nekaj držav, Francija, Nemčija, Avstrija, Madžarska, Slovaška, Slovenija. No in bila je pač, Slovenija sem bila 2, ne. Če Špela je bila. In ona je bila pa takrat že v ekipi priprave Stične mladih. Jaz sem sicer imel stične sem itak bil, ne. Tudi sem že kakšno stvar naredil tam pač iz teh stilizacijskih krogov, da sem 1 leto nosil ten križ po Stični. In tako, da sem imel izkušnjo recimo z odrom Stične, ne. Ampak pokaj sem prišel pa iz Alt-Ettinga domov. To so pa sanje vsakega kitarista šolskega. Ja, ni šlo čisto direktno, veš, sanje, da stojiš na enem takem odru, velikmu je... Pred par tisoč glavo množico. Ja, to je tako, kot muzičar se ti zdi brez veze, da bi samo v neki garaži nabil kitaro, ne. Pa sploh, če si mečkan ekstravertiran, kot jaz sem, ne, pač res tisto, kar si želiš, nastopati, ne, to je tako, nekaj dati, ne, stati pred ljudmi pa nekaj dati. Tako mislim, jaz muziko v resnici dojemam kot nekaj dati. Seveda sem jaz tam gor, dobim nekaj nazaj, ali pa da sem, ne vem, lahko v očeh nekoga car, ne? Kralj krščanskega roka, kako so me nek pomenoval, ta mi je res dobra. Ampak mi je vprašanje, tle lahko nekaj dam. In sem jo povabil, najprej sem jo pač takrat z dr. Primožem so bile 2krat neka manjša modro zunaj. Potem je bilo enkrat vmes, da je imela Mana še, Česk kot neki zametki Stična benda, kot idejno so že bili. Sem že samo leto pač kot nek padalc v okviru programa dogovorjenega. No, pa sem bil pa povabljen kot za vodjo glasbene ekipe, ker se je pol izkazalo, da bilo boljše bi vodil dejansko bend, tako da sem bil pol vodja Stična benda 4 leta in iz tega stališča, ker si sam rekel, stal na odru pred 5000 plus ljudmi v Sloveniji. Sem drugače tudi v Alt-Ettingu, ko smo imeli na tej šoli za evangelizacijo, smo tudi na Dunaju špila z mjuziklom, tam je tudi že 5000, tako da ta množica, tako, to sem že doživel, ampak ko v Stični je bilo celje drugače, ker smo mi igrali, mi animirali, ne, skupaj z ekipo. Pomembnejšo vlogo si imel, ne? Ja, tako. V bistvu zelo, če tako pomislim, zelo pomembna vloga in spet, če pomislim z našimi očmi, s tistim znanjem igranja, danes ne bi šel, ne. Sem precej bolj zahteven, hkrati pa, zavedajoč se tega, to se mi zdi, da je pa dobro. Spet ponovim to, da dam v tistem trenutku najboljš, kar v tistem trenutku lahko dam. Te tvoji jaji, vprašal sem te kot top 5 ali pa top 10, ampak kar se je izkazalo, je pa, da so v resnici povezani v verigo, ne? Da je en odprl drugo vprašanje, drugo povabilo in je bil spet in je bil spet novo povabilo in tako naprej. Ne? Tako da ful mi je zanimivo, prele, ko si govoril, sem malo razmišljal, 45-letna mulca tle, govorite o mladih letih svojih, ne, kako se to tudi navzven sliši, v bistvu smešno, ne. Ampak... Stara prca, gledaj. Ja, ne, tako po svoje je zares zanimivo, ampak ne vem, kot neko neizživeto še, ko pa vem. Ampak je to v mladosti zelo pomembno, ne, da ta verigo jajev spletaš, ne, ker te to močno oblikuje kot osebnost, ne, to edinstvenost ti da, ne. Klej se mi zdi, da ta jaje v resnici to, da dovolj samo to, da nisi pasiven. Zdaj tako, eni imajo težavo s tem, da mislijo, da morajo imeti svoje življenje pod kontrolo in se oni odločajo, kaj bojo počeli. Te jaje, o katerih pa jaz govorim, so pa bolj tisto, ki zavedajo se tega, da nekdo drug vodi moje življenje. Da, ne, če sva štartala pri nesreči, če ne bi bilo namenjen, mene ne bilo več. Se pravi, jaz nimam svojega življenja v resnici pod kontrolo, nimam ga. Jaz ne vem, kaj se je zgodilo, ko bom šel iz tega studia ven. Benjamin Sitar je ful dobro rekel v podcastu, če ga še niste poslušali, ga dajte. A dovoljš Jezusu, da se usede na voznikovo mesto tvojega avta in a si ti upaš biti sovoznik, ne voznik. Ne? Se pravi, ful je lažji imeti Jezusa na sovoznikovem sedežu, pa ti vozaš, ne? Veliko bolj tvegano je pa, ko pustite eno, ne? Da on voz, pa ti biti na sovoznikovem. Smo hitro spet pri teh jajih, ne? En glavnih jajev je bil pač tudi ki sem ga izrekel 4. oktobra 2008 svoje žene. In ta jaj je za zmeri, tokrat naj smrt ne loči. Ko so ene odločitve, so
če jih sprejmaš, če nekaj rečeš, pol imaš nek temelj, na katerem lahko gradiš naprej. Zato so pomembni, po mojem mnenju, ti jaji. Če te nekaj samo nese malo sem, pa malo tja, ne, pa če ti zavestno ne rečeš, ja, nisi nič naredil. Pač te fura, sej kul. V redu je, uživaš. Pač marsikaj od tega bi se mi verjetno še vedno lahko na podoben način zgodil. Samo vprašanje pa je, če bi imeli tako vrednost. Zavedajoč se tega, ne, da je bil moj odgovor na povabilo. Ali pa, da je tudi priprava na poroko, ne, je bil glede otrok. No in tale se mi zdi pa kot zaključna zgodba še zelo najmočnejši. Ne? Govoril si že o hčerki Evelyn, ki je invalidka, ki ima zelo, zelo redko bolezen, za katero ste bili najbrž eni največjih negotovosti v tvojem življenju. Kako je bilo pa s tem jajem? Ja, je bil na duhovnih vajah, predporočnih duhovnih vajah. Je bilo priprava na poroko, tudi poročna zaobljuba in te stvari, in tudi glede otrok. Najprej glede moža in žene, ne, da je v bolezni zdravijo. Pa tudi glede otrok je bilo vprašanje, prav konkretno, kaj pa če ne bo tam mogli imeti otrok, ali pa kaj, če bo tam imela, če otroci znajo zdravje tudi. Ne. In sva takrat rekla ja. Se pravi, to je spet bilo nekaj, rečeš ja. Ne vedi. Je zavesten, ne? Ampak kasneje pride nazaj, da si rekel, to sem jaz rekel. Jaz ne morem stvari, ki sem izrekel, reči, distanciram se od svoje izjave, ali neka taka aktualna stvar je bila pred kratkim enega politika. Ne morem se jaz distancirati od svoje izjave. Jaz sem to rekel. Ne? Jaz sem pred svojo ženo ali pred občestvom rekel in Bogom in cerkvijo rekel svoje ženi, ja, sprejemam te za svojo ženo in obljubim, da te bom zvest v sreči, nesreči, bolezni, zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. To sem jaz rekel. Pa čez 10 let, če distanciram se od svoje izjave. Malo sem se hical, nisem tako mislil. Se veš, da sem glasbenik, da mi tako kaj v žaru igre rečemo. Marsikaj rečeš, čeprav bodimo iskreni, v resnici se velikokrat ne zavedamo teže svojih besed. Kaj pomeni ta ja? Kaj pomeni, da te sprejmem v bolezni in zdravju? Ne? Kaj pomeni, da te sprejmem, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja? Evelyn je drugačna, ker ima diagnozo, diagnoza je delecija kromosoma, 1q43, in na svetu je takrat, ko sem jih zvedla za to diagnozo, medicina poznala 19 primerov. Se pravi, gre za neke unik primere, unikatne, kar pomeni, da tudi medicina nima odgovorov, kaj nas čaka, oziroma kaj nas zaradi tega čaka. Imajo neka predvidevanja, kaj nas lahko, ampak v resnici je bilo več vprašanj strani stroke, kot pa odgovorov za naju, ker so pa rabila neko podporo, tolažbo, karkoli, kar bi, kar bi se lahko uprla, pa rekla, ok, bova zmogla. Ker je bila diagnoza postavljena, se pravi, ko so bila pri zdravnikih teh genetskem posvetovanju nekaj tazga, to je bil tako padec in brezno, tako letiš dol in snimaš čist nič zaparit, čist nič. In misliš, da sanjaš, da je to čakaj, kaj vi pravite, da moj otrok, da ima neko diagnozo, ki težko izgovoriš, pa da nič ne veste, pa tako naprej. Razlaga je bila, vaš otrok bo celo življenje odvisen od vaše pomoči, praktično kot rastlina. To je bilo povedano. Pa je bilo prej odkrit, recimo, da manjka struktura corpus callosum, ki povezuje obeh hemisferij možganov med sabo. To so odkrili že predtem, malo po rojstvu. Ampak to še ni bila taka panika, so ljudje, ki brez te strukture dokaj normalno živijo. Mogoče imajo kakšne hibe v kakšnem čustvenem razvoju, včasih je kaj motoričnega, Kle je bilo pa kar naenkrat težka duševna in motorična zaostalost kot diagnoza, posledica te delecije kromosoma in kar je to pri te potegnilo za sabo. Tako, to je bil tisti vakum, sprav, kar so slišali, je bilo to rastlinca in nič ne bo. In pa je bilo prvo leto od enega zdravnika do drugega bolj vprašanja, ki so jih dobivala, kot odgovori, ki bi jih potrebovala. Nekaj teh delovnih terapij so dobila, pa fizioterapij,
Danes hitro dobiš, no? Saj v osnovi pač neko to podporo te delovne pa fizioterapije. Ne dobiš pa nujno tistega, kar v resnici rabiš, oziroma kar tvoj otrok potrebuje. Naša Evelin dejansko potrebovala veliko več. Ne? Tako da, če smo imeli najprej na 2 tedna delovno terapijo, pa fizioterapijo, sem pa nekako prišel do soče, da smo me dobili 3-krat na teden. Terapeutka, ki je z Evelin se ukvarjala nekaj mesecev, nama je rekla, da verjetno bo sama sedela. Bolj v smislu z najino pomočjo, ne? Ampak so se stvari začele drugače odvijati. Sam Sveti Duh je pripeljal eno prijateljico, ki je rekla, da ima prijateljica, ki so bili v Zagrebu na eni privatni kliniki in da imajo dobre izkušnje, pa če bi poskusili tam. In so se odločili, da bo šla tja, ker je bila Evelin skoraj 1 let stara. Do takrat ona se ni premikala dejansko, pač koliko si jo dal, ko je ostala, sprav na blažini leza. Mogla se je premikala, ampak ni se prekucala, prijela na roke, dvignila glavca zares. Čestnega stika, nobenega. To je v bistvu za vse nas, ki smo starši, ki poznamo te stvari, koliko je vredno, ko se tvoj otrok odziva na te. Ko ga pogledaš, pa se ti neki odzove, zasmeja, karkoli, nečeš buc, pa naredi neko grimaso, karkoli. Prvi ni bilo to vse tako nekam prazno mimo tebe. Ne. To je bilo realnost njega prvega leta. Noč od nje, ne. Tako da razumljivo v resnici, da glede terapije, da niste nič pričakovali, pa so šla pa v Zagreb. Sprav pomembna stvar, kar sem rekel že prej, da te nekdo resno jemlje, proba začutiti, ne, tvoje stiske, potreba karkoli nekaj, ki resničnim namenom ti pomaga. Ne. In na tej kliniki ta doktor Polovina je Evelin imel na blazini, po moje, vsaj pol ure. Okoli nje skakal z različnimi predmeti, ali zvočnimi efekti, svetlobnimi efekti. Res se je trudil, da bi nekaj od nje dobil, nek odziv. Ne. Evelin je bila pa tako, kot smo bili mi navajeni, pač tam je bila in to je bilo to. Ne. In sem ga že tako videl, kako obupuje. No. Kakor da sam še čakaš, da bo rekel, nam je prav žal, ampak tudi mi vašemu otroku nam bomo mogli nič pomagati. Ne. Tako je to bilo večkrat po uri in pol, ne vem, kaj je bilo, ampak sem se k Evelin približal, se sklonil k njej in takrat me je Evelin pogledala. Prvič v življenju me je pogledala in se mi je hkrati zasmejala. Ne. No. Tako, ne. Spet, veš, takrat nisem tega na ta način dojel, kot sem pa kasneje. Ne. Zato, ker je to v resnici spet en tak božji dotik, ker reče Bog, lej, tukaj sem, vse bo kul, zaupaj mi, spust volan, ne, bom jaz vozil. Ne. Mogoče ne bom vozil tako, kot bi ti pričakoval ali pa želel, ne, ampak pripeljati bom pa tja, kamor ti moraš priti. Ne. In tudi za Evelin, ne, tako mogo videti tistega zdravnika, pismo, kako je on začel, jaz ne si ga, še zmeraj si ga tako predstavlja, kaj enega kokr španila, pa če en tak mehen pes z unimi žalostnimi očmi dolg cajta, in pol se nekaj zgodi in pol začne, veš, rep vrtet in skače kol, ne, nekaj imamo, odklemo dela, ne. In dejansko od tega trenutka dalje, ne, je Evelin napredovala bolj, kot je kdorkoli upal ne napovedati, sploh v mislih pričakovati, ne. Tak dogodek, ne, nama je, če govorimo o tem, da je Evelin pač bila tako stala, kot se je opustil. Ne. Ona je nama zlezla na veliki postelji in za rob postelje pa nisva našla, se pa se odkotelila se je. Ne. To je bil dogodek, ne. Kaj nama prvič pade z postelje, zdaj tako, ne, ni bila višina, pa tako, pa je to drugače strah in trpet vseh staršev. Ne. Ampak, kaj je Evelin najna pač skotelila se nekaj z postelje dol, to je bil za najvesel dogodek. Ne. Evelin se premika. Ne. Evelin se premika. Potem je tudi, to so resnici, ki pomisliš, ki samo zavestiš, kaj pomeni narediti en določen gib, kaj pomeni se postaviti na komolce, kaj pomeni recimo puzati se, se pravi, da se plazaš, ne, ta koordinacija gibov, roke, noge, ne, ki to zavestiš, ki smo mi pač z Evelin te vaje počeli. To ni enostavno delati, ne. Nekaj naše možganje, kaj so se sposobni, ne pa z Evelin to se učili in ona te stvari zagrabila. Da se na svoj način ona sicer se pač plazi kot, rekel, ranjen vojak, ne, pač, ampak ima svoj način gibanja, ne. Posnet imamo, to je moj ati posnel, hvala ati,
kako se je ona prvič usedla, sama usedla. Se pravi, to je nekaj, kar terapeutka prej rekla, da bo sama sedela, ne da se bo sama usedla. Ne. Je posnet, to traja 2 minuti, da se ona iz ležečega položaja dvigne in usede. Ne. Pa je pa še na koncu res zadovoljna. Ne. In tudi to danes, ko vprašaš, imaš 6 otrok, pa se ne predstavljaš, kako bi bilo imeti otroka, za katerega treba skrbeti. Ne. Lej, ni enostavno, da smo se na jasnem. To je en križ, ki ga pač nosimo in ga probava s Hano pač, če tako rečem, dostojno nositi. Z marsikaj je ta, česar mi kot družina ne moramo početi skupaj. Težava bi pa bila, če bi se skozi zaradi tega sekiral. Dar, ki ga imava midva, ali pa nama je da nekako to dano, da lahko sprejemava te omejitve, ki jih imamo, in se vselih veselimo življenja takšnega, kakršen je. Tako da vselih mi praktično posod gremo, pač ne moramo recimo v hribe, ampak gremo pa lahko na špencer okoli po barju ali pa po kakšnih poteh, ki so malo bolj take, da se z vozičkom da iti. Ampak tako, če govorijo pa spet samo Evelin, njeni odzivnosti, koliko je dragoceno, in to vejo tudi tisti, ki so to izkusili, ko te Evelin sama želi objeti. Se pravi, je tudi pomembno, da ima ta pristen stik in zdaj ga išče. Prav ona te najde, z očmi te poišče, če si zraven in potem stegne roke in te ne usazga, pazi, to je zelo pomembno, ne usazga, začuti ona človeka in ona podari objem. To je res božji dar, direkten, ker jaz tudi njo dojemam tako kot svetnike v naši družini. Ona je po milosti svetega krsta, pač je deležna božjega življenja, ampak ona ni mogla in ni naredila nobenega greha od takrat. In jaz s tem svetnikom živim v isti hiši, pravzaprav tudi bi lahko rekel, to je spet v resnici novo pričevanje, tudi v tej hiši, ki smo zaradi njenega posredovanja, da me ta svetnica večkrat objame. Jaz lahko rečem samo to, da sem blagoslovljen zaradi tega, ker imam tudi njo. Spet je bil ta ki je bil radikalen in zavesten, si rekel, to je zelo dragoceno, ker ne vem se, kako bomo mal videli, gremo mal sprobati, ni pa tiste odločitve, bom. Le moraš vedeti to, da takrat, ko smo se za Zagreb odločili, da gremo, to so privatne terapije, to ni krit zdravstvenega zavarovanja. To niso poceni stvari. Moraš vedeti to, da mi smo se par mesecev, na začetku sploh, še prvi mesec, 2, vozili večkrat 2-krat na teden v Zagreb, sprav po službi, imeli terapije, se skaširali, še nazaj, prespali služba, en dan, spet tja, sporedno pa dela stvari doma z Evelin. Se pravi, tako intenzivno, hkrati je pa res to, da sva s Hano tudi zelo veliko premolila. Sej, ki je več moči kot za molitve nazaj, da niti nisem imela. Tako da so tudi sedove, po moje, tudi teh molitev, marsikaj. Ampak takrat, ko sem mi odločila, da bo to šla, sem imela nekaj našparenega. Pač ideja je bila, enkrat bomo mogoče šli na kaj večjega, to je bila pač želja, takrat sem lepo. Hiše še ni bilo takrat, ne? Kje? Takrat še sanjali niso v resnici v hiši, ampak tako, ideja je bila, da bomo enkrat imeli svoj dom. Takrat so lepo dnevnika, še kar nekaj cajta potem. Želja je bila imeti svoj dom, ampak za svoj dom moraš pač neko osnovo nekaj našparati. Mi da so takrat v bistvu ves denar, ki so ga imela našparenega, bila pripravljena investirati v te terapije. Ni bilo vprašanje, da ali ne, ampak samo narediš, se ne sprašuješ, a bo šlo na pošlo. Pač, da imam, kako bo, ampak in pa se najdejo ljudje, ki te začutijo in cenijo to, kar počneš. Se jih Bog sam pošle. In na prijatelje sem tudi zelo hvaležen, so lahko za gorivo so prispevali večkrat. Zagreb, kje pa nazaj, to je 300 km bilo narejenih, kje pa nazaj, pa smo 2x600 km na teden samo za Zagreb. Tako tanki benzine, to so kar delali. Terapije same so drage, pa tudi kakšne pripomočke, ki treba posebej zritati,
So se najdli ljudi, ki so se odločili, da nam bojo pomagali. Ne, od posameznikov do društev. Hkrati pa res pomembna stvar, koliko ljudi je molili za nas. Da so doživela občestvo od cerkve, žive cerkve, ki moli zate. Se pravi, tudi so bili tudi momenti, tudi kasneje, ki je imela Evelin epileptičen napad, sem jih imela več, ampak kasneje sem vedel, da je bila, se pravi, v bolnici sami kasneje, naknadno, da je bila na meji. Ko se furaš v rešilcu po Dunajski cesti, po napačni strani. To ni čovek. Ko sam ne moreš moliti, res ne moreš. Molijo drugi zate, to je tako dragoceno, kar mi, kristjani, imamo. Ne? Občestvo, ki moli zate. In tako, veš, to zavese daje, za ljudi, ki so v stiskah, tudi zdaj, v zakonski skupini, imajo punčko zdaj v bolnici, ne vejo, kako bo, Več se, ali posamezniki dobimo, pa molimo, ali tako, ko se naša moška skupina posebej dobiva ponedeljek po skupini, da se moli, to so res dragocene stvari. In sem to res hvaležen za to, kar sem prejel preko molitev od drugih, in seveda poskušam to, da tudi naprej, se pravi, moliti za druge, kadar le zmorem, da sem vključen na te stvari, kjer je ali kakšna potreba, pa tudi spodbuditi koga, da za koga zmolno. Ja, desti smo velikrat tisti Jožefi, ki morajo poskrbeti za fizikalne stvari, ampak znate nekateri, ali pa včasih znamo še kaj drugega in tudi verjamemo, da je tisto drugo še kaj več, kot sam fizikalno. Veš, to moraš doživeti. Mislim, ne, da bi rekel, da vsak mora to doživeti, za kakšnega bi rekel, upam, da mu ne bo treba. Predvsem to, ampak začutiš pa, ko to doživiš. Jaz sem dal ene te stvari skozi, zato toliko bolj zaupam, pa verjamem, pa se v eni stvari tudi toliko bolj upam prepustiti ali pa prepustiti volan. Še zmeraj pa verjamem tudi to, da Jezus rab mene, da naredim svoj del, ki ga ima za narediti. Bi bilo pa zanimivo tudi tako, ko si ti na naši skupini omenil, res dobro. Meni je vse, kaj se boš odločil. Boje je v redu, ker se boš odločil, sam ne odloči se. Zdaj z moje strani, ok, sem pripravljen, če se jaz iskreno za nekaj trudim, karkoli bom to smer delal, da bo blagoslovljeno. Nečemu pač reči ja in se ti bo odprl nov svet, nov level v življenju in tam boš spet pred vrati. Ja. Hvala, Grega, za to pričevanje, hvala za to, da si, hvala za to, da naj je življenje že tolikokrat združilo, tokrat pa prvič res intenzivno. Enako, vse dobro, pa srečno. Predvsem z Davidom zdaj, tako da kralja ste dobili v familijo, zdaj so tudi stale kraljiče, mislim, da je kar fajn tudi kralj vmes. Pa tudi ima svoje poslanstvo, Matej, tako da sem hvaležen, da ga s tem tvojim jajem takole daješ. Tudi nam hvala ti. Hvala.